O, ujeti, zvezani in dvakratno v verigah, je zaklicala prikazen, da nisem vedel, kako morajo miniti stoletja nepretrganih muk, nesmrtnih biti in se mora zemlja preseliti v večnost, preden se razvije vse dobro, ki ga lahko sprejme. Da nisem vedel, da se mora vsaki krščanski duši, ki prijazno dela v svojem tesnem območju, pa naj bo kakršno si že bodi, zdeti umrljivo življenje prekratko v primerjavi s širnimi možnostmi uporabe. Da nisem vedel, da ne more nobeno še tako silno kesanje popraviti zamujenih priložnosti v življenju. Ampak jaz sem bil tak, ja, bil sem tak. In vendar si zmeraj dobro opravljal svoje naloge, Jakob, je zajecljal stispuh in začel vse skupaj obračati nase. Naloge, je zaklical duh in spet uvil roke. Misel na ljudi je bila moja naloga, splošna blaginja je bila moja naloga, dobrodelnost, usmiljenost, potrpljenje in dobrohotnost, vse to so bile moje naloge. Opravki v moji službi so bili le kapljica vode v neznanskem oceanu mojih nalog. Podržal je verigo na raztežaj rok, kakor da je ona kriva za vso jalovo bridkost in jo spet s težo treščil ob tla. Ob tem času potekajočega leta, je rekel duh, najbolj trpim. Zakaj sem moral skozi strume tovarišev in pri tem gledati v tla in nikoli vzdigniti oči proti blagoslovljeni zvezdi, ki je pripeljala modrijane k revnemu hlevčku? Kaj ni revnih domov, h katerim bi njena svetloba lahko pripeljala mene? Stispuh se je hudo vznemiril, ko je slišal, kako duh ves čas nadaljuje v tej smeri in se začel čedalje bolj tresti. Poslušaj, je zaklical duh, čas mi skoraj poteka. Poslušam, je rekel Stispuh, samo ne bodi neusmiljen z menoj, govori naravnost, Jakob, prosim. Rajši ne povem, zakaj nastopam pred teboj v postavi, ki jo vidiš. Nevidno sem pa že ne vem koliko dni prisedel ob tebi. To ni bila prijetna misel. Stispuh je ustrepetal in si obrisal potno čelo. To ni lažji del moje pokore, je nadaljeval duh. Nocoj sem te prišel posvariti, da imaš samo še eno možnost in upanje, da se izmuzneš moji usodi. Priložnost in upanje, ki sem ti jo jaz priskrbel, Ebenezer. Zmeraj si mi bil dober prijatelj, je rekel Stispuh. Hvala. 3 duhovi te bodo obiskali, je nadaljeval duh. Stispuhu se je skoraj tako pobesila čeljust, kakor prej duhu. Sta to priložnost in upanje, ki si jo omenil, Jakob? Je vprašal s trepetajočim glasom. To. Potem rajši nič, je rekel Stispuh. Če se ne oglasijo pri tebi, je rekel duh, ne moreš upati, da se ti odpre pot, po kateri sem šel jaz. Jutri pričakuj 1., ko ura udari 1. Kaj jih ne bi mogel sprejeti vseh hkrati, da bi bilo to za menoj, Jakob, je omenil Stispuh. 2. pričakuj prihodnjo noč, ob isti uri. 3. 3. noč, ko bo odbrnel zadnji udarec ob 12. ponoči. Mene rajši nikoli več ne pričakuj, in sicer sebi v prid, saj se gotovo spominjaš, kaj se je primerilo med nama. Ko je duh izgovoril te besede, je pobral ruto z mize in si jo zavezal okoli glave, kakor jo je imel prej. Stispuh je to spoznal po rahlem trku zob, ko je duh s prevezo znova spravil čeljusti skupaj. Tvegal je in znova vzdignil oči. Videl je, kako nadnaravni obiskovalec vzravnano stoji pred njim, verigo pa ima navito okoli roke. Prikazen se je ritensko odmaknila od njega in pri vsakem koraku, ki ga je naredila, se je okno za spoznanje samo privzdignilo, da je bilo takrat, ko je duh prišel do njega, že do kraja odprto. Duh je pomignil Stispuhu, naj pride bliže in ta ga je ubogal. Ko sta bila samo še 2 koraka vsak sebi, je Laporjev duh vzdignil roko in ga posvaril, naj se mu približa še bolj. Stispuh se je ustavil.
In sicer ne toliko iz poslušnosti, kolikor iz presenečenja in strahu. Ko se je namreč roka vzdignila, je postal pozoren nanjo zaradi vsega mogočnega trušča v zraku, zaradi neubranih glasov tožbe in kesanja, zaradi neizrečeno žalostno samoobtožujočega ječanja. Duh je nekaj časa poslušal, potem se je pa pridružil trnajoči žalostinki in odplaval v črno, temno noč. Stispuh je stopil naprej proti oknu, ves obupan v radovednosti. Pogledal je ven. V zraku je vse polno prikazni blodilo sem ter tja v nemirnem hitenju in neskončnem ječanju. Vse zapovrstjo so bile v verigah, kakor laporjev duh. Nekatere redke med njimi, to so bile bržkone nepošteni člani vlade, so bile zvezane skupaj. Nobena ni bila prosta. Marsikatero od njih je Stispuh v resničnem življenju poznal. Posebej domača sta si bila starim duhom v belem telovniku in z neznansko železno blagajno prikovano k gležnju, ki je brezupno jokal, ker ni mogel priskočiti na pomoč ubogi ženski z otrokom v naročju, ki jo je videl pod seboj na enem od pragov. Vsem od kraja je bilo skupno isto gorje, da očitno vsi želijo napraviti kaj dobrega v živi človeški družbi, pa so za vekomaj ob svojo moč. Stispuh ni mogel povedati, ali so bitja izhlapela v megli, ali pa jih je megla ovila. Vendar so hkrati izginila ona sama in njihovi prividni glasovi, in noč je postala spet taka, kakršna je bila, ko je šel proti domu. Stispuh je zaprl okno in pregledal vrata, skozi katera je duh vstopil. Bila so dvakrat zaklenjena, kakor jih je svojeročno zaklenil, in zapahi so bili nedotaknjeni. Poskusil je reči: neumnost, vendar je umolknil pri prvem zlogu. In ker je bil zaradi razburjenosti, ki jo je preživel, ali zaradi napornega dneva, ali zaradi pogleda v nevidni svet, ali zaradi utrudljivega pogovora z duhom, ali zaradi pozne ure, zelo potreben počitka, je odšel naravnost v posteljo, ne da bi se slekel, in kakor bi trenil, je zaspal.